ali tudi vi že težko sledite vsem spremembam in novostim na Facebooku? Če ja, potem gledajte naprej. Danes vas zaupam, kaj nas čaka in kaj je že novega. Verjetno ste že v preteklih tednih ugotovili, da se nekaj dogaja z vašo Facebook poslovno stranjo. In ja, dejansko Facebook je spet spremenil podobo. Že nekaj časa je testiral te nove strani, zdaj pa se mi zdi, da vse po vrsti lepo zamenjuje, zato ker gremo na New Page Experience. Namreč na začetku je bilo to mišljeno, da več ne bi imeli všečko, se pravi, da bi bili samo sledilci, ampak zdaj so vseeno pustili, da imamo oboje. Kaj je drugače, vam mogoče zaupam, da je drugič. Drugače pa, ko se spremeni ta New Page Experience iz stare strani, vam prinese vse fotografije, vse videe in tudi vse všečke. Če bi pa slučajno spremenili še nazaj, se vrnili, kar verjetno čez čas ne bo mogoče, vam pa te nove stvari, ki ste jih pač objavljali na tej New Page Experience, vam ne vrne več nazaj. Tako da mislim, da zdaj čas, jaz sem tudi nekaj časa obotavljala in se nisem spremenila, zdaj pa vidim, da vse po vrsti menjujejo, tako da ja, se moramo navaditi na novo podobo. Spremembe bojo vedno, zato pač ne se jeziti. Vem, da se težko znajti, tudi sama, kljub temu, da se ukvarjam s Facebookom, res vedno vzamem čas, da spet te spremembe vse preštudiram, pretestiram, tako da, če se sami ne znajdete, vabljeni tudi na Facebook delavnico, ki bo konec tega meseca, ampak več mogoče na koncu tega videa. S tem, ko so spremenili te poslovne Facebook strani v New Page Experience, se je tudi zgodilo, da sedaj tudi drugače preklapljamo med računi. Se pravi, med osebnimi Facebook računi in med Facebook strani, katere upravljamo. Zelo podoben način je kot na Instagramu. Se pravi, tisti, ki ste na Instagramu, veste, da naprimer, če imate na telefonu pač aplikacijo, imate več teh Instagram računov, da enostavno enega se logirate, dodate drugega in potem samo vmes preklapljate. In tudi tako je za Facebook naredil. Mislim, da je to zelo praktično, da enostavno v spodnjem delu, če zdaj naprimer na telefonu imate svojo profilno slikico in ko kliknete na njo, se vam odprejo vse Facebook strani, katere upravljate. Tako da lahko hitro preklapljate med posameznimi računi. Tretja stvar pa je, kar je do zdaj bilo, da kot oseba si lahko imel samo en osebni Facebook račun. Ker pa vemo, večkrat si je kdo odprl enega za službo, enega za enega prijatelja, drugega za drugega prijatelja, ne? In to je bilo, ni bilo v splošnih pogojih Facebooka, se pravi v nasprotju. Zato, ker ena oseba lahko ima samo en Facebook profil, ne? Pač smo pod fake profili si pač ustanavljali druge, ampak seveda, ker je Facebook to verjetno tudi ugotovil, ker pač ljudje imajo različne želje, zato tudi zdaj testira možnost, da bo ena oseba lahko imela do 5 osebnih profilov in zdaj boste lahko imeli enega za službene namene, enega za osebne, enega za prijatelje, tako da zdaj še to zaenkrat v testni fazi, ko bo pa seveda ta funkcija tudi prisotna v Sloveniji, pa vam sporočim. Facebook tudi testira 2 newsfeeda, se pravi newsfeed, to je ta prostor, kjer vi vidite objave. In vemo, da ta feed nam večkrat pomagava, namreč nam je prikazoval mogoče objave, ki jih nismo želeli, mogoče bi radi videli objave kakšnih prijateljev, ampak enostavno ni prikazoval, ker vemo, če ne všečkate, ne komentirate objav, vam čez čas algoritem pač te objave ne prikazuje, ker smatra, da so nezanimive. Zato se je zdaj tudi Facebook odločil, da bo naredil 2 feeda, zelo podobno mogoče, tako kot ima seveda TikTok, ne, ker bog ne daj, da ne bi kaj skopiral. In tako boste imeli home feed, kjer boste imeli v bistvu priporočila, to, kar on predvideva, se pravi Facebook, kaj bi vam bilo zanimivo, in feed, kjer boste pa imeli objave vaših prijateljev in znancev. Ena zanimivost, čeprav ni bila prisotna v Sloveniji, se pravi, ko si se ti javil v živo, si lahko vmes prodal tudi produkte. Je bila ta shopping funkcija, kjer si lahko označil produkte, ampak to bojo z 1. oktobrom ukinili. Zakaj pa je to zanimivo? Namreč povedali so razlog. Povedali so, da se bodo bolj osredotočali na kratke videe, torej reelsi.
Vemo, da mlade generacije zelo težko dobiš njihovo pozornost in oni niso vajeni dolgih videov gledati. Zato se bo vse usmerilo v te kratke videe, kjer v nekih 1 minuti poveš bistvo. In se pravi, vse meta dela v tem, da tako kot na Instagramu in Facebook bo vedno več teh kratkih videov in tudi na Instagramu v Reelse lahko tudi dodate in označite produkte, tako da še vedno na nek način ostaja ta funkcija, ampak bo v taki meri, ko je bila do zdaj ukinjena, kljub temu, da so ji napovedovali kar lepo prihodnost, namreč tako si lahko ostal v interakciji z sledilci in direktno dejansko prodajo. Ampak zaenkrat bojo to ukinili, kaj pa bo prinesla prihodnost, pa sam Bog ve. No, tako, to je bilo nekaj zanimivosti, kaj nas čaka, kaj je trenutno drugače, kar bo drugi mesec, sam Bog ve. Zato spremljate, vabljeni pa na spletno Facebook delavnico, ki bo 26. avgusta. Se pravi, takrat začnemo in se potem družimo vsak drugi dan, 5 srečanj, kjer bomo šli od A do Ž, kar se potrebujete za uspeh na Facebooku. Facebook še vedno živ, še vedno največja platforma za oglaševanje in prav tako za promocijo. Seveda druga družbena omrežja pa se ga odlično dopolnjujejo. Zato izkoristite Facebook še vedno, ker še deluje in kar zdaj opažam v zadnjih mesecih, so tudi malo večji dosegi na Facebook poslovnih straneh. Tako da se splača izkoristiti. Upam, da se vidimo, se pravi, če bi radi, da vam na preprost način pokažem, kako lahko delate posel, tudi vključno z Facebook oglaševanjem, vabljeni in upam, da se mi pridružite.